Gledalke in gledalci, čas je za skok v šport. Danes je z nami Tilen Strmljan, rokometaš ribniškega Rika, sicer pa v preteklosti tudi že član Šmarskega Herca in Trboveljskega Rudarja. Gospod Strmljan, pozdravljeni. Pozdravljeni. No, na zadnje ste bili v našem studiu, mislim, da pred kakšnim letom in pol, takrat še kot član Šmartnega. Odlične predstave so vam potem prinesle prestop v eno najboljših slovenskih ekip. Bova v teh okoliščinah malce kasneje, najprej pa pokomentirava aktualno sezono pri ribniškem Riku. Nekaj kol pred koncem ste na 3. mestu, sledite Celju in Gorenju, tradicionalno prvima favoritoma prvenstva. Bili ste tudi že povsem blizu vrha. Kaj je manjkalo, da niste povsem zraven lovorike? Ja, res je. Bom rekel, sezono smo začeli zelo dobro, nad vsemi pričakovanji. Mi smo na začetku zelo težek razpored, ampak nekako smo na začetku vse tekme dobili. Prišlo je četrto kolo doma k nam Celje, bili smo v dobri formi. Tudi Celje smo takrat, senzacionalno lahko rečem, premagali. Vse nam je šlo, do novega leta smo praktično bili prvi na lestvici, tudi pred Celjem. Potem pa se je nekako zalomilo, mogoče smo se preveč navadili en na drugega, tu mislim igralci, trenerja. Prišlo je do par slabih tekem in takoj, ko nisi 100% v tem prvenstvu, Celje, Velenje sta res vrhunski ekipi in to izkoristita in sedaj smo trenutno na 3. mestu, kar pa je vseeno vrhunski rezultat za eno majhno Ribnico, ampak do konca so 4 prvenstveni koli in vse bomo naredili, da pridemo mogoče tudi na to drugo mesto. Za tiste, ki ne vedo, ko ste dejali po težkem začetku, ste potem bili, mislim, da na 2. mestu dobršen del prvenstva, točko za Celjem, tudi povsem na vrhu, kakšen teden. Potem ta pomlad vas je malce odnesla ta liga za prvaka, ko potem ni več lahkih tekem, tudi prej ste že imeli kakšen kiks, če temu lahko tako rečemo. Ko sedaj pogledate nazaj, katera tekma je bila morda ključna, da se sezona ni obrnila drugače? Pa jaz bom rekel tako, da te tekme, te derbije smo mi, bom rekel, dobivali, ampak izgubili smo pa nekaj točk proti ekipam iz spodnjega dela lestvic. Tu mislim predvsem na Dol, na gostovanju na Dolu. Tudi Ormoža, naprimer, nismo uspeli premagati, ne doma, ne v gosteh. Te točke bi nam zdaj zelo veliko pomenile, bili bi, mislim, da če ne poravnani s Celjem, ampak tih zdaj. Odločali bi o svoji usodi. Tako je, res je. Ja. Ravno to, proti tem najboljšim ekipam nekako ste sprejeli njihovo raven igre, ste se lahko kosali, proti kakšnim slabšim pa zakaj prihaja do tega? Pa ne vem, mislim, da predvsem v glavah imamo igralci, da bo to nekako lahka tekma, da bi mogli to dobiti nekako, ne vem, bom rekel, s pomoči, ampak potem, ko greš enkrat tako tekmo, se par stvari poklopi nasprotniku, na koncu zgrešiš še par, ne vem, bom rekel, 100% priložnosti in si tam, kjer v bistvu ne bi smel biti in izgubiš točko. V prvi ligi ni ekip, ki ne bi kaznovali slabšega pristopa. Prvenstvo se dobiva na malih tekmah, kot radi rečemo. No, za vas menjava okolja, kot sem že dejal, bili ste v Rudarju, ki je nekoč nekaj malce več pomenilo na slovenski sceni, sedaj v drugi ligi, dokaj stabilen. Potem v Šmartnem, kjer ste že okusili tudi prvo ligo, žalost izpadli, ne sicer po vaših zaslugi. Ampak potem ta prestop v Ribnico pred začetkom letošnje sezone, Ribnica je vendarle sedaj v zadnjih letih tudi finančno dokaj urejen klub, okolje, mislim, da ki živi za rokomet, tam nekih drugih večjih športov ni, tudi manjši kraje. Kako ste se kaj navadili na novo okolje, novo regijo? Ja, bom rekel, da sem prvo imel kar dosti pomislekov, kako se bom tukaj sploh vključil, počutil, ampak bom rekel, da so mi zelo pomagali igralci, predvsem me sprejeli, ves čas smo skupaj, tako da nisem imel nekih problemov. Je pa res, da je tudi Ribnica podobno okolje, kot je tu Šmartno, ni neki, to je en vele mesto, tako ja. Vsi te poznajo, ko greš po cesti, tako da so res prijetni ljudje in se zelo dobro občutim tu. Biti rokometaš v Ribnici, torej prijetno, ko greš po ulici. Tako je, ja, res je prijetno.
biti. Ja. Ljudje cenijo vaše rezultate, tudi dobite za kakšno rundo kdaj? Ja, seveda, po tekmi so, če zmagamo, so res vsi te pozdravljajo, ampak je pa tudi res, da so pa tudi, ne vem, ko pride kakšen slabši rezultat, ki ne gre vse po planu, znajo biti tudi malce tako ostri. Ja, pravi navijači, se je potreba, da so zahtevni. Omenili ste že gostovanje na Dolu, ko se takole vrnete v Zasavje, z ekipo, ki vendarle kotira više, želite pokazati, da ste boljši. Na Dolu se vam je pripetil tisti poraz, v končnici tekme so vas Dolani nekako matirali. Je boleče sprejeti takšne poraze, ko veste, da pride tudi kakšen iz domačih krajev na tribuno vas pogledati? Pa bom rekel, ja, seveda, da je vsakršen poraz boli, še bolj pa takšen proti ekipi, ki jo moraš zmagati in sploh v tem domačem mojem okolju ni prijetno izgubiti. Tako da bom rekel, da mi res ni bilo prijetno. No? Ampak pač porazi so v športu sestavni del. Probali smo se pobrati, potem smo nekako s tem zmenjavo trenerja to tudi nekako prebrodili to krizo in zdaj gremo naprej. Omenili ste menjavo trenerja, še enkrat za tiste, ki ne vedo, čeprav ste bili večino prvenstva v vrhu, na relaciji trener-predsednik kluba ni bilo vedno vse v najlepšem redu, tudi po medijih sta si znala kar marsikaj povedati. Siniša Markota je nekdanji trener. Kako ste vi kaj sodelovali z njim? Rezultati so bili kar uspešni, igralci na nekatere stvari ne morete vplivati. Kako zdaj gledate na to menjavo trenerja? Ja, jaz bi prvi raz rekel, da bi se najraje zahvalil Siniši Markota, ker prav on je zaslužen, da me je pripeljal v Ribnico. Odnos z igralci je imel korekten, trenirali smo, bom rekel, na vrhunskem nivoju, ampak nekako sta se s predsednikom, mislim, da zapletla. To je nekako tudi na nas igralce vplivali negativno, ampak bom rekel, predsednik se je tako odločil, sedaj nas ima njegov pomočnik Damjan Škapler, ki nas zelo dobro pozna, je že dolgoletni sodelavec tu v Ribnici in upam, da bo tudi na prihodnjo sezono on nadaljeval s trenersko vlogo, ampak bomo videli, kako se bo odločil predsednik. Ja, je kar konsolidiral ekipo po tistem šoku. Mislim, da ravno pred gostovanjem z Dolom se je v medijih največ pisalo o tem sporu, morda tudi potem tisti poraz posledica, ne? Ker vendarle malce pride to v glavo. Ne? Ja, seveda, nekako tudi, če nočeš razmisliti o tem, nekako podzavestno imaš. Potem je sledil še kiks v pokalu s Svišom in to je bila tista, bom rekel, kaplja čez rob, ki je nažalost odpihnila trenerja Markota. No, o rezultatih Sviša in Dola mi redno poročamo tule na ETV. Žalostjo potem ugotovimo, da ravno ta dva kluba sta vam malce zagradila sezono. Ko ste dejali že Ribnica, čeprav je majhno mesto, pa vendarle v samem procesu treninga se je kaj razlikovalo recimo od Šmartnega, je bil to višji nivo, kar se tiče morda osebja okrog kluba, ne vem, fizioterapeutov, prehrane, same regeneracije. Kako je to urejeno v Ribnici? Ja, seveda se razlikuje. Bom rekel, v Ribnici smo imeli že avgusta, septembra skozi 2 treninga na dan, zjutraj stadion in fitness, popoldne zvečer bom rekel dvorano, trening žogo. Tudi imamo 2 fizioterapeuta, enega zdravnika, tako da osebje, ki skrbi za igralce, je mnogo širše kot v Ribnici, ali kot v Šmartnem. Se vidi, da je klub zelo urejen že nekaj let. Tu gre predvsem zasluge predsedniku Oberstarju, ki res dobro vodi klub. Tako da bom rekel, mislim, da poleg Celja in Velenja res zelo najboljši urejen klub v Sloveniji. Ja, kar Ribnica lahko rečemo del te velike trojke slovenske postala, recimo pred Mariborom in pred Koprom. Meni se osebno to zdi zelo zanimivo, to ste 2 okolji, ki imata vendarle večji potencial kot Ribnica, že samo zaradi geografskih danosti. Ne? Ja, res je, ampak tudi v Ribnici je zelo močno gospodarstvo, močna podjetja, tako da je dosti denarja za te slovenske razmere. In ja, Celje je seveda Celje, mislim, da v ospredju, potem pa že tu Ribnica in Velenje z roko v roki. No, omenili ste bivšega trenerja, ki je bil zaslužen za to, da ste prišli v klub. Kdaj ste že vedeli, da bi se lahko preselili, najbrž potem, ko je Šmartno že se sprijaznilo z obstankom?
Ja, tako, pač vedel sem, da če ne ostanem v ligi, da je potrebno storiti korak naprej. Imel sem kar nekaj, bom rekel, ponudb, skoraj sem bil že dogovoren z Mariborom, vendar potem se nekaj zateknilo. Bili so tudi drugi klubi, kot je naprimer Velenje, ampak na koncu je bila ta zgodba, ki mi je bila predstavljena tu v Ribnici, in sam potek dela najbolj pri srcu, in zato sem se tudi odločil za Ribnico. Bom rekel, ja, podpisal sem pa že marca, tako da, ko je bila tu v Šmartnem, že pač smo bili v slabem položaju, na prvo B ligo. V Ribnici igrate večinoma na mesto organizatorja igre ali izključno na mesto organizatorja igre? Izključno na mesto organizatorja. Prej ni bilo vedno tako? Prej, predvsem v Šmartnem sem veliko igral na levem zunanjem, ker je bil tudi v vlogi organizatorja Aleš Šmejc, in tako da so se nekako dopolnjevala. Tudi v Rudarju sem igral veliko na položaju levega, ampak mislim, da mi ta organizatorski položaj najbolj leži in se tudi tu najbolj počutim. No. Se najbolj počutite? Kaj je tisto, kar vam najbolj ustreza, da imate žogo ves čas v rokah, nekako ta kontrola? Ja, z žogo imam res zelo rad pod kontrolo, pač, da imam v svojih rokah, ampak ne vem, to razigravanje soigralcev, iskanje pivota, to mi je bilo nekdaj zelo všeč in ne vem, vedno sem občudoval Zormana, kako je vedno našel pivota in to tudi poskušam sam. Če bi morali sami sebe oceniti, vem, da je včasih nehvaležno, boljši del vaše igre šut ali podaja? Bom rekel, da bolj to razigravanje in pa preigravanje. Prebijanje, tako, da se naredi više kot obrambe. Prebijanje v rokometu nekaj drugega, včasih kot recimo v nogometu. Imate pa kar veliko vlogo v ekipi, eden od nosilcev igre ste. Je pa res, da recimo prvič igrate z nekaterimi igralci, ki so na kakovostno malce višjem nivoju, kot morda so bili prej. Čeprav tudi v Šmartnem in tudi v Rudarju ste imeli nekaj odličnih soigralcev, imeli ste izkušenega organizatorja igre Šmejca. Vendarle z boljšimi igralci se lažje igra, če si dober. Ja, tako je, vedno je užitek igrati proti boljšemu nasprotniku, kot pa nekomu, kar je na isti nivoju kot ti, tako da takrat pokažeš še boljšo predstavo. Ampak ja, jaz bom rekel, da sem imel zelo veliko, priložnost to, da sem se lahko učil od Aleša Šmejca in Filipa Gradiška. Tam sta bila ona dva ključna igralca, od njih se sem učil. Zdaj mi je to veliko lažje sprejemam to, da sem pač nekako prvi, drugi igralec ekipe, veliko je na meni, tako da mi nekako se ni bilo tako težko privaditi na to novo okolje. Kaj pa v Ribnici ste se hitro ujeli soigralci, mislim, ne samo na osebnem, tudi na igralskem nivoju? Ja, zelo hitro, kar kaže tudi to, da smo zelo dobro začeli sezono, ampak veliko tudi pripomore k tem dobrim igram na igrišču, tudi to, da se zelo dobro razumemo tudi izven terena, tako da ja, smo res prava klapa. Se veliko družite izven terena? Ja, mislim, da smo predvsem domačini in te, ki živimo v Ribnici, zelo veliko časa skupaj, tako da tudi za naslednjo sezono bo to zelo dobro, ker ekipa ostane praktično nespremenjena. Kako je živeti v Ribnici? Pa bom rekel, da na začetku se seveda malo loviš nek novo okolje, ampak se sem rekel, Ribnica je majhen kraj, v 10 minutah prehodiš celo Ribnico, tako da sem se hitro nekako znašel in navadil. Vam je lepo sedaj? Ja, seveda. No, veseli lepo tako, da ni samo Zasavje, pa Ljubljana, pa Obala, tisto, ki je tudi drugi kraj Slovenije so seveda lepi. Omenili ste že pokal Slovenije, izločil vas je Sviš, ki realno je gladko zadnja ekipa prve lige. Razočaranje, ne? Ja, seveda. Nekako smo se takoj na začetku razveselili, ker smo videli, da je naš nasprotnik Ivančna Gorica, ampak nekako smo bili ravno v tistem trenutku v veliki krizi, nekako nam nič ni steklo in tista tekma, mislim, lahko rečemo, da je bila za pozabo, izgubili smo na koncu sicer samo za zadetek, ampak je bilo dovolj, da se nismo nekako uvrstili na zaključni turnir. Ja, potem pa glede na žreb zaključnega turnirja, ko je Sviš v polfinalu igral s Krko, se vam je kar odpiralo tisto finale, najbrž potem še več obžalovanja. Ja, res je, bom rekel, sploh za mene, ker nisem še nikoli sodeloval na tem zaključnem turnirju, je bilo to veliko razočaranje. Nekateri igralci odprej so že okusili ta občutek, kako je igrati tam.
sviše na to tudi, ja, tako kot ste rekli, dobil Krko. Mislim, da najlažjega nasprotnika na tem finalnem turnirju, tako da z dobro igro bi se vsekakor morali uvrstiti v finale, ampak to bi bilo samo, če bi premagali Sviš. No, preizkusili pa ste se tudi na evropski sceni, premierno, če se ne motim, na začetku letošnje sezone. Ribnici se letos recimo ni uspelo prebiti v skupinski del pokala EHF, kjer je bila, če se ne motim, v lanski sezoni. So v klubu stežka sprejeli ta, recimo, če lahko temu rečemo, neuspeh, težko zdaj od Ribnice pričakujemo, da bo konstantno v skupinskem delu, ampak vendarle. Pa ne, pač mi smo si želeli vsaj še en krog naprej pred skupinskim delom, ampak nažalost nam to ni uspelo. Mislim, da smo tekmo izgubili doma, vodili smo za 7 zadetkov, na koncu zmagali samo za 3. Potem pa na gostovanju na Islandiji so se res tekmeci zelo dobro pripravili na nas, postavili so nam neko agresivno 3-3 obrambo, kjer na začetku praktično nismo vedeli, kaj storiti. Takoj so nam vsi za 5 zadetkov in na koncu to samo držali do konca in zasluženo šli naprej. Ste imeli občutek, da bi vendarle nekako jih lahko premagali? Recimo, mislim, ni bila to ekipa, ki je izven vašega dosega? Ne, definitivno ne. Če bi doma premagali varno razliko 6-7 zadetkov, mislim, da bi nas težko potem ustavili, ampak nažalost nam ni uspelo. Kako je gostovati na Islandiji? Ja, zelo zanimiva država, zelo je hladno, ampak tudi v dvorani je bilo res izjemno mrzlo. Tam ste bili oktobra? Novembra? Ja, oktobra, novembra se mi zdi. Že predvsej mrzlo in temno. In temno. Res tudi dvorana, nismo se mogli nekako sploh segreti, nismo navajeni na to okolje, mogoče nas je tudi to na začetku malo ustavili, da smo nekako bili v tej krizi, ampak ja, nismo se počutili, smo pa videli nek nov košček sveta, kar je pa tudi zelo zanimivo in neka nova izkušnja za naprej. Koliko časa se leti do Islandije? Mi smo leteli, mislim, da je 8 ur. Potem pa še tam kaj tranzita? Ali je to... Ja, po Islandiji pa še 2 uri z avtobusom. Prva evropska izkušnja, verjamem, da bo druga boljša. No, v medijih pa ste se pojavljali ne samo zaradi dobrih predstav v Ribnici, ampak so vas tudi kar mnogi mediji, ne samo 1, 2, povezovali s prestopom v PPD Zagreb. Čeprav vemo, da klub ni več povsem v sami evropski špici, vendarle gre za enega najbolj renomiranih klubov evropskega rokometa, nekdanji evropski prvak. Zanimanje Zagreba je bilo kaj na tem in kako kaže? Ja, moram reči, da iz strani Zagreba je bilo zanimanje. Iskali so novega srednjega zunanjega. Vemo, da je v Zagrebu veliko Slovencev. Ampak nažalost imam to v Ribnici, ali pa na srečo, ko vzameš še enoletno pogodbo. Predsednik me tako seveda ni spustil za neko malo odškodnino, nekih velikih denarjev se pa tudi nekako Zagreb v tem trenutku ne more privoščiti in na koncu je ostalo pri tem, da ostanem še vsaj eno sezono še v Ribnici. Tudi pogodba vas veže, ne? Tako, še eno sezono na Riko. Vendar pa zanimanje takšnega kluba pa vendarle godi, ne? Ja, seveda, zanimalo se je tudi Celje, ki tudi je eno večjih klubov v sami Evropi, ampak ja, seveda, to so nekakšne želje in cilji za naprej. Bomo pa videli, kako bo, veliko je še dela, veliko je še treninga. Na koncu bomo videli, ali se bo nekako išlo, da se preizkusim tudi še na višji nivoju. Ja, vendarle štejete 23 let, mislim, da je pred vami še kar dolga in lepa kariera. Ravno to sem želel vprašati slovenski, recimo Celje in Gorenje, Zagreb ste omenili. V katero ligo vas najbolj vleče, recimo ne v naslednji sezoni, čez 5-6 let? Ja, vsak igralec enkrat seveda želi Bundesligo, ampak če bi že veliko je tudi teh klubov, ne vem, Pariz, Szeged, Veszprém, močnih klubov, ampak če bi že lahko izbiral enega, bi se definitivno odločil za Barcelono. Že samo okolje, sam sistem dela, vemo, kakšna je Barcelona, vedno so med glavnimi favoriti v Ligi prvakov, tako da mislim, da bi se brez kakšnih velikega razmišljanja odločil za
Barcelone. Je pa v Barcelona zdaj malce specifičen položaj. Recimo Liga ni več tako močna. Mislim, da se zlahka sprehaja do naslova prvaka, tako v prvenstvu kot v pokalu. V Evropi jim večkrat malce zmanjka, morda ravno zaradi slabše lige. Kako zdaj, recimo, ker vem, španska liga je bila še nekaj let nazaj tudi konkurenčna nemški ligi, vsaj deloma. Zdaj ni več tako, Bundesliga kar precej izstopa. Ta rokometna krajina, ligaška, se je kar spremenila, ne, v zadnjih 5-6 letih. Ja, res je. Včasih je bil v Španiji še Ciudad Real, zelo močen klub, večkratni prvak lige. Ademar Leon. Tako. Zdaj pa, ja, kako ste rekli, Barcelona domačem prvenstvu nima praktično, mogoče eno malo težje tekmo z La Rojo, druga ima vse, bom rekel, zelo za njihovo kvaliteto lahke, potem pa so tu tekme v Ligi prvakov, kjer so res sami vrhunski nasprotniki in do zdaj se jim je veliko zgodilo, da so nekako imeli slabo tekmo in izpadli, mogoče ravno zaradi tega, ker niso navajeni toliko močnih tekem. Letos so se uvrstili na zaključni turnir, tako da mislim, da bojo zelo so med glavnim favoriti. Štejete 23 let v poklica v A reprezentanco strani selektorja Veselina Vujovića, še niste doživeli, ga pričakujete kmalu? Vsak igralec želi enkrat zaigrati za člansko reprezentanco. To je pač, rekel, sanje vsakega igralca, ampak trenutno še tega ni prišlo. Želim si, da bi, ampak na meni je samo to, da res trdno delam, se dokazujem, poskušam dati vse od sebe. Potem pa bomo videli, ali mi bo uspelo tudi priti v reprezentanco. Ja, kot sva rekla, časa imate še več kot dovolj. Je pa Vujović takšen selektor, da ga ni strah preizkusiti novih igralcev. Pod njegovo taktirko se je že kar veliko igralcev preizkusilo v dresu z državnim grbom. Ja, res je. Zelo veliko priložnosti da tudi mladim igralcem, kar je po mojem mnenju edino pravilno. To se igralci dokažejo, ali so iz pravega testa ali niso. Je pa pomembno, da dobijo priložnost, da sploh okusijo to, kako je igrati na takem nivoju. Kako kaj gledate na aktualni trenutek reprezentance, čisto tako kot navijač? Začel se je nek nov ciklus, začel. Zdaj že kar nekaj časa traja, malce smo se mučili, vendar zmage so tu. Kako gledate na aktualni trenutek reprezentance in na prihodnost? Ja, jaz bom rekel, da imamo zelo dobro, kakovostno reprezentanco s sami dobrimi igralci. Tudi trener je zelo dober. Res je pa, da so igralci zelo malo časa skupaj, igrajo skupaj. Zelo pomembno je to, da se nekateri igrajo veliko časa skupaj v klubih, naprimer v Vespremu je veliko Slovencev, kar je za rokomet zelo pomembno. Pomembno je pa tudi to, da imamo močne mlade selekcije, kateri so na teh tekmovanjih mlajših selekcij v samem vrhu in mislim, da je sama prihodnost slovenskega rokometa lepa. Ja, se mi zdi, da imamo kar, za razliko od nekaterih drugih športov, imamo kar širok bazen v rokometu. Morda ne za povsem tiste top igralce, da jih zamenjamo, ampak nekako lahko rečemo, da je kar širok rok fantov, ki konkurirajo za nastop. Ja, seveda, bom rekel, veliko igralcev igra, slovenska liga je zelo močna napram drugim dor. Imaš 3-4 lige, ki so močnejše, ampak potem je že tu slovenska, kjer se igralci kalijo, kjer se trudijo dokazovati in imamo res lepo vsi priložnost, da se razvito enega dobrega rokometa. Je kar pravi nivo, da se razvijajo vrhunski igralci. Povejte mi, mali nogomet še igrate, glede na to, da so pogodbe zdaj malce drugačne, malce višje? Ja, zdaj zadnjo sezono nisem nič igral, pač rokomet me dopušča, tudi pogodba ne. Imate v pogodbi, da ne smete? Ne, to nijam, ampak ne sme pa priti do kakšnih poškodb na teh drugih športnih dejavnostih. Verjamem pa, da če živiš na Mlinšah, se je težko upreti. Ja, tudi sam zelo rad igram nogomet, tako da mislim, da se zna narediti, da kakšno tekmo pa poleti tudi odigram. Ja, sem vas gledal nekajkrat, mislim, da se tudi igrala enkrat, dvakrat, vam gre zelo dobro, kot od Mlinšana tudi gre pričakovati. Je kaj tega pritiska strani kolegov?
Pridi odigraj malo. Tudi pride kdaj, bomo malo pobrcali, gremo na en turnir, ampak zdaj zadnje čase sem bolj kot navijač zraven. No, važno, da ste zraven. Tako. Gremo k zadnjem segmentu oddaje, malce bova šla stran od rokometa, ampak vendarle ostajava blizu v športnih vodah. Verjamem, da vprašanja niso preveč osebna. Druge športe rokometa spremljate? Spremljam. Za koga navijate? V drugih športih, ja. Ne vem, v nogometu, naprimer za Liverpool, ki je zdaj v finalu senzacionalno izločil Barcelono. To je bil en tak res velik uspeh. Potem, ne vem, v košarki sem za Olimpijo, čeprav mi ne kaže ravno najbolje. V nogometu, v slovenski ligi pa sem bolj za Maribor. Kako pa to, Olimpija v Maribor? Ne vem, vsi Mlinčani so, večina Mlinčanov je drugače, navija za Olimpijo, ampak Marko Tavares mi nekako ga spremljam in je res vrhunski igralec in mislim, da sem predvsem zaradi tega za Maribor. Okay. Na katerih spletnih straneh ste največ? Pa bom rekel teh športnih, največ berem to Nogomanijo, Sportal, 24ur.com, takšne zadeve, kar je športno. Pri prejšnjem vprašanju sem pozabil dodati Liverpool, zdaj finale Lige prvakov. Bo to obliž na to rano prvenstvo? Liverpool osvojil 97 točk, pa ni prvak, to prvič v zgodovini Premier lige. Bi bila Liga prvakov pravi obliž ali bi vendarle raje videli? Pa ne vem, definitivno Liga prvakov je eden izmed največjih tekmovanj, ampak potrebno je še osvojiti. Nekakšno obliž na rano bi definitivno bila, ampak mislim, da je v Angliji vseeno prioriteta ta Premier liga, ki pa letos nažalost kljub dobri sezoni ni prišla v roke Liverpoola. Ja, mislim, da že kar dolgo čaka Liverpool, mislim, da 28 let. Ja, zelo dolgo. Tako da Ligo bi že res želijo na Anfieldu. Spletne strani smo obdelala, naprej. Film, imate najljubši film? Ja, jaz bom rekel Tri idioti. To je nek indijski film, ki govori o enem zelo pametnem strojniku. Malo taka komedija, res dober film. Ok, najljubša TV serija? Friendsi. Friendsi? Ja. Še vedno se jih da videti na slovenskih televizijah, si jih zvečer še vedno ogledate? Če ravno javim, si vedno se tudi prižgem, mislim pa, da sem jih pogledal že vsaj 3-4krat. Dialoge znate že na pamet. Glasba, kaj si zavrtite v avtu, ko ste sami? Pa ne vem, to komercialo, ne vem, Lady Gaga, Tiesto, te DJ-je. MTV scena, to kar gre poskočno in veselo. Če bi se preselili iz Slovenije, kam bi se? Pa nekam, ne vem, mislim, da kar v Barcelono. Imaš vse, imaš morje, imaš lepo mesto. Vrhunski klub. Vrhunski klub, tako vse na enem mestu, tako da če bi se mogel odločiti v Barcelono ali pa nek tropski kraj, kjer je skozi toplo. Barcelona ima tudi dobre letalske povezave, si lahko hitro doma. Tako. Če bi lahko šli na kavo ali pa kosilo večerjo s katerokoli znano osebnostjo na svetu, in da je to športnik, športnica, politika, gospodarstvo, karkoli. Kdo bi to bil? Jaz bi izbral kar športnika in mislim, da bi bil to kar Lionel Messi, ker je eden največjih igralcev nogometa v zgodovini. To je tudi Cristiano Ronaldo, mislim, da eden od teh dveh. Ja, te bi kar imela kaj povedati. Messi sicer ni najbolj zgovoren, se mi zdi. Morda se v zasebnih vodah malce bolj razgovori. Tilen Strmljan, lepo je spremljati vašo kariero. Spremljal sem vas pri Rudarju, potem pri Šmartnem, zdaj je Ribnica. Verjamem, da bo tudi kakšna stopnička više še v vaši karieri. In se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu in vse dobro v profesionalnih in zasebnih izzivih še naprej. Hvala za povabilo. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport s Tilnom Strmljanom. Hvala za pozornost. Še naprej gledajte ETV. Srečno.